Mariborsko Pohorje v smučanju, po katerem je najbolj znano, adrenalinske navdušence vabi predvsem z bike parkom. Kolesarska sezona se začenja jutri, trajala pa bo vse do začetka zime. 7. aprila torej bike park odpira svoja vrata. Odprli bomo progi Flow Trail in progo World Cup. Bo pa prvič, da bo hkrati potekala še sezona v svojih zadnjih izdihljajih in to na Arehu, tako da si obetamo kar pisano druščino tukaj na gospodnji postaji Gondor bo to zjutraj. Mislim, da se bo to zgodilo prvič v zgodovini. Lanska sezona se je začela z odprtjem modre proge, imenovane tudi Flow Trail, ki je primerna za širok razpon kolesarjev. Kasneje se je pridružila tudi črna, downhill proga, namenjena bolj izkušenim kolesarjem. Lansko sezono smo najprej usklajevali vso potrebno zahtevano dokumentacijo, začenši z modro progo, z Flow Trailom, katero smo tudi najhitreje odprli. Papirje za obe ostali progi, se pravi progo svetovnega pokala, črno progo World Cup in pa progo za Redline, za freeride progo, katera še pa ni odprta, smo pa pridobili v avgustu, proti juliju-avgust lansko leto. Za tiste najbolj izkušene kolesarje se letos odpira rdeča freeride proga, zaradi katere si lahko na Pohorju obetamo povišano število kolesarjev iz vse Evrope. V septembru smo potem uradno odprli tudi progo World Cup. Nato smo v oktobru pričeli že z pripravo izgradnje te tretje proge Redline, vendar nas je takrat potem ostavilo slabo vreme, ki je za to dolgo zimo trajalo vse do sedaj. Tako da bomo sedaj, takoj ko se skupni sneg na področju zgornje postaje Bolfenk, se pravi pod Belvijem, nadaljevali z deli rdeče proge. Na nekaterih delih proge je še zmeraj sneg, ki ga pospešeno odstranjujejo. Cilj je, da bo prihodnji teden, ko Maribor prihaja okrog 350 kolesarjev, proga pripravljena na tekmovanje. Glede na kar zgodnejši datum odpiramo sezono tekmovanj, teh resnih tekmovanj. To je prva tekma Evropskega pokala, AXS Downhill Cup. Do sedaj je prijavljenih okrog 350 tekmovalcev, računamo tu nekje, da se lahko povzpnemo do številke 400, kar za prve tekme ponavadi ni nekaj neobičajnega. Mogoče posebnost tudi to, da je ta tekma samo teden dni pred začetkom uradnih tekem svetovnega pokala, ki je prva tekma letos na Hrvaškem na Lošinju, tako da je prijavljenih tudi kar nekaj zvenečih imen svetovnega ranga, tudi tekmovalci iz Nove Zelandije, ki bodo izkoristili ta vikend kot prvi trening ali pa oziroma kot en izmed treningov pred tekmo. Jutri bo otvoritvena cena karte 15 €. V naslednjih dneh bo v ponedeljek, torek in četrtek gondola vozila na polno uro, v sredo in petek popoldne, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa ne prenehoma.